Živijo alieni moji, pozdravljeni nazaj na naš alien kanal. Danes imamo eno bizarno temo, ki bi jo lahko sicer dala po True Crime Sloveniji, ampak se mi je zdela toliko bolj, da se ne bo narobe razumeli, bolj eksotična kot skoraj kjerkoli primer do zdaj, ker jaz, ko sem ga dobila v roke, sem bila pač smrdi, da je nekaj mafijskega prvo kot prvo, drugo pa ni rešen. Mene, ko sem to videla, po prvič povedan, je srh stresov, verjetno bo vas tudi, ko slišite to zgodbo, gremo čim prej v primer. Poslal mi ta primer nekdo od vas, objavil ga je pa na TikTok Captain_Felix, z 2 L-jema. Preden začnemo, naj samo omenim, da smo šli zadnjič s kolegi v VUP in tale VUP Laser Tag Experience je nekaj najboljšega ever. Team building bilo kakšen, ampak tale laser tag moram reči, da poleg tega, da se zašvicaš, poleg tega, da imaš ful enih opcij iger, lahko si sam, lahko si ekipno, lahko si prej spite kakšen deci, pa je tega nekaj najboljšega ever, res moram hvaliti prav. Stari prej nevarna. Pa se sem jaz par, mogoče. All I wanted to say. Zdaj pa na video, ker tudi bližnja okolica naše drage Ljubljane, moje drage Ljubljane, star jaz le živim že 10 let, ima zelo temno zgodovino, temno sedanjost, veliko čudnih, res scary stvari se zgodi. In zanimivo mi je na območju, o katerem bomo tudi danes govorili, območje reke, Medno, Medvode, pa Sava, pa istočasno, če gledamo ta tacen del, pa tukaj na Fužinah, zelo pogosto so nasedala trupla oziroma se je kaj dogajalo na teh delih reke, pa ne vem, mislim, očitno je tak teren, da se zelo hitro zahaklajo stvari in se pač telo ustavi, truplo ustavi. Sliši se tole zdaj bizarno, ampak tako je, pač to so dejstva. Spomnim se enega izmed mojih prvih True Crime videov od Davida Marana, tistega italijanskega študenta, ki je padel v Ljubljancu in se isto na tem območju potem zahaklo in so ga našli. Skratka, danes govorimo o razkosanem truplu na Savi. Torej, 20. januarja 1994 leta je ta grozljivka zgodila 23-letnemu kajakašu, odličnemu kajakašu tistega časa Fedija Marušič. On je bil član kajakaškega kluba Soške elektrarne. Oni so tisti nesrečen četrtek 20. januarja 1994 pač trenirali na tem predelu reke Save. Vse skupaj se je zgodilo v Mednem nasproti gostilne Cirman. Zanimivo pri tem je, da reka na tem delu Mednega teče tik ob hišah, tik pod hišami. Najbolj zanimivo, hočem reči, je to, da ni noben drug tega prej videl, kakor pa ta kajakaš, ki je dejansko bil na reki. In truplo je bilo na tej točki že nasedeno, namreč kajakaš opisuje, da je videl nasedlo stvar rahlo rožnate barve, že tam na prodnjaku, na pesku. On pripoveduje tem dogodku tako, da čisto vedno, ko vesla, gleda okrog sebe. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. Reče, videl sem že mrtve mačke, videl sem mrtve pse, videl sem marsikakšne dele, marsikakšnega mesa in na tej točki sem res precej prepričan, da gre za en del pujsa, ker je bil podobne barve. In ko je blizu sprašuje, z grozo ugotovil in zelo hitro je bilo jasno, da je bilo to človeško truplo, ampak še bolj grozljivo pri tem primeru je to, da ni bilo dejansko celo truplo v kosu, ampak samo en del in v tem primeru je bil to del brez glave, tukaj je odsekan spet pri ramenih in potem pod prsnim košem ponovno odsekan. In ti odsekani deli niso bili nesti, niso bili razcefrani, ampak so bili res lepo precizno odrezani. To je bila tudi ena zanimivost celotnega primera. In jasno, sprožena je bila takoj akcija, on je takoj pomislil in obvestil policijo, obviously. Naslednja stvar, prišlo je v javnost približen opis tega človeka, ker je postala misterija, noben ni vedel, kaj bi bilo, kdo bi to lahko bil. Toliko bolj zafrknen primer je, ker človek nima glave, pa česarkoli za identifikacijo dejansko, ampak je bil opisan kot moški, mlad moški od 25 do 35 leta starosti. Imel je pa eno zelo tipično značilnost, ker jaz moram priznati, v živo še nisem videla, sem pa slišala o Francih od Chandlerja, ampak imel je na obeh straneh pomožni bradavici, kar je res redkost. In po tej redkosti so srčno upali kriminalisti, da se najde nekdo, ko je rekel, jaz pa sem poznal eno tako osebo. Problem je tudi, ko so oni naprej raziskovali ta primer, so šli valjda najprej po kopitu pogledati, ali je ta oseba že nekje prijavljena med pogrešenimi, ampak je ni bilo. In na tej točki so imeli zelo malo opcij, od kje lahko sploh naprej iščejo, ker prav tako, poleg tega, da ni bil med pogrešenimi in tudi na samih bregovih, takrat, kakorkoli so raziskovali in brskali, niso našli nobenih dodatnih sledi, da ne vem, da preko od ognja, od mamil, od avtomobila, od ravsanja, od krvi, ničesar, nobenih strelnih orožij, nobenih
nožev, tralala. Glavnem bili so v čisti temi, so pa lahko na tej točki določili, da je bilo truplo v vodi približno en dan. Najprej je bilo rečeno nekih 8 ur, potem so rekli mogoče en dan. Glede na razpadlost, glede na škodo na truplu, je pa res, da je bilo, hvala Bogu, se grdo slišimo, hvala Bogu, še dokaj ohranjeno, vse skupaj, da so sploh karkoli imeli za pregledati, lahko bi bilo že popolnoma razpadlo, ne. Zdaj pa tole, nekaj kilometrov nižje je ob Savskem toku zadnjega dne februarja takrat ribaril 62-letni Felix Mulec. In to vse skupaj se je dogajalo na Srednjih Gameljnah. In ona opisujeta, oziroma predvsem ta Felix, da je pač ribaril in je na vodi opazil neko nenavadno stvar. In je bil tako, kaj bi to bilo, in je malo pogledal, ker je bilo majčkeno čudno in ko smo saj in je ugotovil, da je človeško splovilo. Človeški spolni ud, moški spolni ud, poraščen z dlakami, pač v kosu je plaval po vodi. Torej, te dva ribiča nista najdla izključno samo ud, ampak je bil del telesa od bokov do začetka stegen, torej tako malo širši, ampak videl plavanje samo človeški ud, spolni moški ud. Sočasno pa ta ribič tudi bral temu raztelešenemu truplu in je zelo hitro pomislil realno, da bi to lahko bilo povezano. Me pa zanima, kako je lahko po mesecu dni ta stvar še vedno približno se skup držala, a ne razpade to še v vodi, a ne pojejo ribe. To mi je malo fascinantno. Rekel je sam, da pač nikakor ni dober občutek, navšit Sherlock in da nekaj časa še ne bo šel loviti rib. Torej, te dva ribiča sta to v grozi opazovala in skoraj ima je ud že ušel naprej po vodi in ima tudi je, pa očitno se ga ustavlja, ampak samo od sebe se je pa začel ustavljati v eni vodni pasti oziroma nek zajetje med skalom, taka naravna past bi jaz rekla. In tam se je potem ustavljal in se tudi poklicale kriminaliste in oni so končno prevzeli primer in nadaljevali naprej z raziskovanjem. En detajl, zanimiv, da to vse ugotovijo, ampak lahko so javnosti sporočili poleg 2 dodatnih bradavic, pa moški, pa starost, pa to, da je imel tudi, preden je umrl, da je bolehal za neko pljučno stvarjo, načeloma neka pljučnica, pa da je bil po prsnem košu srednje poraščen. In medtem, ko so tudi v javnost dajali te informacije, morate vedeti, da je bilo to ljudem takrat ekstremno zanimivo, ker tako truplo najdati je pač verjetno še malo bolj fascinantno, kakor pa najdati vse v enem kosu. In so mu tudi nickname dali, in sicer Taci. Jaz sem najprej predvidevala zaradi tacna ali kaj tacga, ampak ne. Po zgledu znamenite najdbe več tisoč let starega trupla v švicarskem ledeniku, ki je bil zmrznen, zaradi tega je dobil ime Taci. Zdaj tako, domneve so se takrat začele vrstiti in predvsem se je iz kosa vse vrtelo okrog tega, da gre ziher za mafijski obračun, da gre ziher za mafijo. Predvsem zaradi tega, kako je bilo truplo razrezano, ker avtomatično, ko mu vzameš blazince, ko mu vzameš nohte, ko mu vzameš ude, vse in tudi glavo, valjda s tem zobe vzameš, zobe vedno najlažji DNK pokažejo in avtomatično je to zelo tako precizen umor, ne. So se potem spraševali, s katerim rezilom je bilo to narejeno in konec koncev so ugotovili, da je bila to krožna mesarska žaga, ki izgleda takole. Zdaj pa zanimivo, s katerim mesarjem so mogli sodelovati, da so to dobili. Še ena nora stvar je, da konec marca naslednjega leta pa so v kanalu elektrarne pri papirnici Bevče našli zagozdeno moško truplo in tudi to je bilo brez glave in ene roke. Valjda je bila takrat javnost popolnoma vznemirjena in začeli se govoriti, oh my god, to je ziher isti storilec, to je ziher isti serijski morilec, ampak kakorkoli so potem raziskovalci ugotovili, da ne, to pa ni bilo dejanje neke natančnih rezov in neke krožne mesarske žage, ampak preprost rečnega teka in krutosti reke je preprost truplo raztrgala. To, kar se je zgodilo 28 let nazaj, je bizarno, je grozljivo, je vredno bilo svojega videa, če mene vprašate. Truplo še vedno nima imena, ima pa nickname Taci, tako da, če se komu kaj sanja, valjda ne komentira, ampak takrat večina, ki to vas gleda, vključno z mano, smo bili komi rojeni, v bistvu sem bila 2 let stara, 2 let sem bila stara. Dragi moji alienčki, to je to za ta video, meni je skrajno zanimiv, mogoče ni lik dolg, ampak komentirajte, kaj mislite, polajkajte, na Instagramu pofollowajte, pišite nove ideje za videe, radi se imejte, alien mama, au, au, aj čau, bye!